dovolite, da se vam zahvalim za pozorno poslušanje in vas povabim, da skupaj naredimo eno izkustveno vajo. Ta nam bo pomagala mogoče razviti kakšno veščino, ker se bomo naslednjič soočali s strahovi ali pa z izzivi, ki jih imamo sami sabo. Z nami je Jasna Knez, je poslovna, timska in osebna trenerka ter Jung-Yang coachinja. Jasna, lepo povabljena k besedi. Jaz sem pričakovala danes eno sobo, ki bo polna ogledal. In ker ta soba ni polna ogledal, bomo to vajo naredili malo drugače. Glede na to, da je tematika v strahovih, bi seveda od vas želela, da mi pomagate in bomo delali s telesom. Zdaj, predno pa to izkusimo, bi pa rabila enega prostovoljca. Super bi bilo, če je to nekdo, ki je visok vsaj toliko kot jaz in mogoče malo fizično močnejši od mene. Matej, a lahko? Evo. Zdaj vam bom samo prikazala, kar bi želela, da potem tudi vi naredite, ampak strah, ne? Kaj je strah? Strah je ena od emocij in emocij je ogromno. Strah je samo odsotnost, rečemo temu, poguma. In strah je nekaj, kar pride v življenju pogostokrat, tako kot vse ostale emocije, s katerimi se srečujemo. Od nas je pa seveda odvisno, kaj bomo mi s to emocijo naredili. In recimo, da sem jaz zdaj od Mateja strah. Živjo. In zdaj je Matej tukaj in pride ta strah. In začne Matej o tem strahu razmišljati in mu dajati vso svojo pozornost. In ta energija, ker strah je v bistvu energija v gibanju, ta energija prevzame celotno njegovo telo. In zdaj ta strah se nanj nasloni in je naslonjen in potem ta strah njega popolnoma objame. In ta strah je... Ne paditi, drž me. Ampak, a vidite? A sem težka, a ne? Tako je težek tudi strah. In mi to vrečo strahu nosimo in to nas prevzame in nas poje in v bistvu se identificiramo s tem strahom. Jaz verjamem, da se ravno straha, kako se že reče, odpraviti ne da, ker je to tako, kot da bi govorili, da se da odpraviti emocijo ljubezni. Da se pa z njim upravljati. In namesto, da te strah prevzame, je bolje, da se na strah naslonimo. Zdaj se pa naslon name. Ja, ful, seveda. In strah drži. In iz tukaj lahko izkoristimo moč strahu, ki v bistvu da nam pogum za stvari, s katerimi se moramo v življenju soočati. In v tem je razlika med tistimi, ki se soočajo s strahom na pozitiven način ali pa tistimi, ki pustijo, da jih strah pravzaprav poje, povzame, prevzame. Ok, hvala Matej. In zdaj isto bi naredili mi. Tako da bi se ostali, vsak bi si našel svojega partnerja, ker gre za to, da samo izkusite to. In ta izkušnja vam ne pomaga potem v življenju, ko se boste soočali z različnimi strahovi, kaj z njimi narediti. Ali pustiti, da nas pojejo, ali pa vzeti, jih ozavestiti, ker že samo to, da ozavestimo stvari, nam da moč, da se lahko z njimi soočimo na pravi način, ki ima rezultat za nas. Tako nekako je v življenju. Hvala lepa.